Najmočnejši par četrtfinalnih obračunov slovenskega pokala sta sestavljala Domžale in Maribor. Slednji si je na prvi tekmi v Ljudskem vrtu priigral minimalno prednost in Domžalčani so bili pred 1700 gledalci odločeni pripraviti preobrat. Trener Simon Rožman je v primerjavi s prvo tekmo v udarni enajsterici opravil dve zamenjavi. Lažje poškodovani Agim Ibrahimi in Matija Rom, ki se je skupaj z Rubenom Belimo poškodoval na zadnjem treningu pred tekmo, sta mesti prepustila Senijadu Ibričiću in Slobodanu Vuku. V uvodnih minutah tekme smo spremljali čvrst in agresiven nogomet, v veliki meri primerljiv pravim evropskim tekmam. Posledično je bilo priložnosti malo, prvo pa so imeli Domžalčani. Po podaji Tončija Mujana je streljal Ibričić, žoga je oplazila enega od Mariborčanov in zletela mimo leve vratnice. Mariborčani so odgovorili 2 minuti pozneje, ko je poizkus Gregorja Bajdeta brez težav zaustavil Ajdin Mulalić. Bajdej je znova poizkušal strelom v 30 minuti, tokrat je meril mimo domžalskih vrat. Na drugi strani je uspešno preigraval Mujan, poslal je nevaren predložek pred vrata, kjer je pred Matejem Podlogarjem v zadnjem trenutku odbil Mitja Viler. V 34 minuti je Nermin Hodžić uspešno prodiral na polovici Maribora, poslal je predložek na glavo Ibričića, čigar strel je zaustavil dobro postavljeni vratar Kenan Pirić. Slednji pa je bil brez moči 2 minuti pozneje, po predložku Mujana so gostje žogo odbili do Adama Gnezde Čerina. 19-letni zvezni igralec je streljal z voleja, žoga je oplazila enega od branilcev Maribora in končala v mreži. Domžalčani so torej še pred koncem prvega polčasa izničili prednost tekmeca s prve tekme. V 40 minuti je imel pred kazenskim prostorom Maribora veliko prostora Vuk. Napadalec je streljal z levico, a meril za last nenatančno. To je bila tudi zadnja priložnost v prvem delu igre, ki so ga rumeni več kot zasluženo dobili z 1-0. Gostje so bili najnevarnejši po prekinitvah. V 55 minuti je po podaji Blaža Vrhovca s kota Bajdej z glavo streljal previsoko. V 58 minuti je Aleksandru Krecu zaposlil Jasmina Mešanovića. Strel igralca iz Bosne in Hercegovine je obranil njegov rojak Mulalić. Domžalčani so odgovorili le nekaj trenutkov pozneje, ko je po podaji Gnezde Čerina Hodžić z razdalje streljal visoko. V 75 minuti se je z izjemnim prodorom izkazal Dario Melnjak. Mariborčani so Hrvata uspeli zaustaviti šele v svojem kazenskem prostoru. To je s prekrškom storil Saša Ivković in sodnik Andrej Žnidaršič je brez oklevanja pokazal na belo točko. Dvoboj Pirića in Ibričića je dobil slednji, ki je povišal vodstvo rumenih na 2-0, hkrati pa poskrbel, da je bila njegova ekipa v prednosti tudi v skupnem seštevku obeh tekem. V 78 minuti je trener Maribora Darko Milanič opravil vse 3 zamenjave. Ob Marcosu Tavaresu in Silvi dos Santosu je vstopil tudi Marko Šuler, ki je imel nemudoma priložnost za zadetek. Streljal je malce previsoko. V 83 minuti je uspešno prodiral izjemno hitri dos Santos. V zaključku akcije je žogo poslal zunanji del mreže. Na drugi strani se je dobro pred kazenskim prostorom Maribora znašel Šamar Nikolson. Rezervist je močno sprožil, a meril malce previsoko. Sledil je zaključni juriš gostov, ki so za napredovanje potrebovali en gol. V 89 minuti je po podaji Krecuja Tavares z glavo streljal za last mimo vrat Domžal. V 93 minuti hiter napad gostov. Strelom ga je zaključil Tavares, ki je priboril kot za svojo ekipo. Vsega 30 sekund pred koncem 3-minutnega sodnikovega dodatka ga je izvedel Vrhovec. V kazenskem prostoru je najvišje skočil Krecu, ki je z glavo natančno meril zgornji desni kot vrat Mulalića. Skupni izid je bil poravnan in Mariborčani so imeli prednost doseženega gola v gosteh. Rumeni so poskušali še zadnjič poslati žogo proti kazenskemu prostoru Maribora, a je uspešno nogo podstavil Mešanović, ki je v nadaljevanju z lopudarcem premagal Mulalića in postavil izid 2-5, ter potrdil nabora v polfinale pokala Slovenije s skupnim izidom 3-2. V Domžalah torej nova srhljivka, ki se je še enkrat več v tej sezoni končala z zmagoslavjem tekmecev. Varovanci Simona Rožmana bodo poizkušali rezultatsko krivuljo obrniti že v nedeljo, ko bodo v Stožicah gostovali pri ljubljanski Olimpiji.